Letno vid začnimo na predstavitvi avtomobila na dokaj neobičajni lokaciji. Je vstopil v službo v živalskem vrtu leta 2012. Pravzaprav ga uporabljajo bolj kot vozilo, ki pomaga zavetišču Gmajnice in skrbi za prevoz najdenčkov. In je v tem času pripeljal več kot 4000 muc in več kot 3000 psov. Izbira živalskega vrta pa ima seveda veliko sporočilno vrednost. Za Opel v Sloveniji lahko rečemo, da je živalim prijazna znamka. Še posebej radi se ponašamo z nazivom psom prijazni. Skrbimo za ozaveščanje, ki je povezano z varnim prevozom živali, konkretno psov, v vozilih. In lahko rečemo, da je kombo pravzaprav še posebej, če pomislimo na prevoz malo večjih pasjih ljubljencev, pravzaprav odlična rešitev. Tovorni prostor je res velik, funkcionalen, nizek. Kar je pred pol leta v Ženevi predsednik FIE Jean Todt napovedal, je zdaj obrodilo sadove. Začelo se bo prvenstvo s formulami, v katerem bodo tekmovale zgolj ženske. Menda naj bi tako sčasoma dobili prvo žensko prvakinjo Formule 1. Kako na to gledajo Michelle Mouton, Danica Patrick in naša Nina Jerančič, ki so ugnale tudi že vso moško konkurenco, še ne vemo. Land Rover je s samovozečim avtom prevozil obvoznico okoli Coventryja. V električnega Jaguarja pa vgradil zvočnik, ki ob nizkih hitrostih pešcem ob cesti javlja svojo prisotnost. Zasnovali so ga še posebej z mislimi na slepe in slabovidne udeležence v prometu. Volkswagen pa je oznanil strateško partnerstvo z Microsoftom. Na ulicah Wolfsburga pa začel testirati komuniciranje avtomobilov s semaforji po protokolu WLAN-P. Menda naj bi že prihodnje leto Volkswageni prepoznali rdeče in zelene luči. V italijanskem Melfiju se pripravljajo na začetek proizvodnje priključno hibridnega Jeepa Renegade. Tehnično sorodnega Fiata 500X pa so rahlo osvežili z novimi motorji, LED žarometi in asistenčnimi sistemi. In zdaj je znano, zakaj je Kevin Rice zapustil Mazdo. Oblikoval bo kitajske Cheryje. Podjetja, ki nam zagotavljajo razne vrste deljenega prevoza, se vse bolj povezujejo, predvsem zato, da ponudijo multimodalno storitev. Tako se Uberov največji tekmec Lyft povezuje s ponudniki vlakovnega transporta, izposojevalnicami koles in carsharingi. Svojim uporabnikom ponuja denar v obliki bonov za druge storitve, če se za mesec dni odpovedo svojemu avtomobilu. Pričakovali so 2000 prijav, v hipu pa so jih zbrali 150 000. Bosch je sklenil posel s Fordom. Dobavljal mu bo elektromotorje za kombije. Ponujal jih bo mestom za potrebe raznih ride-sharing prevozov tipa Chariot, pa tudi kot van-sharing storitev, ki seveda ponuja, da si električni kombi najameš, da z njim pripelješ cement ali deske iz bližnjega Bauhausa, Merkurja ali Obija. Hkrati so sporočili, da so s proizvodnih trakov zapeljali prvi tovorni kombiji, ki jih pod znamko Street Scooter ponuja nemški pošti. Hkrati pa spomnil, da jih lahko ponudi še kakšni drugi floti.